se je zgodilo, da nismo mogli tega narediti, koliko smo želeli. Ker so naprave mokre in ne bomo šli skozi to stezo, tako da se zahvaljujem, da ste v takem številu prišli. Navodila so, telefone obvladate, in boste lahko tudi sami vaje videli na pametnih telefonih, kako se jih dela, ampak bomo poskrbeli, če kdo želel še posebno, da bomo obrazložili. Tukaj med nami jaz res iskreno pozdravljam našega častnega občana, gospod August Mencinger je bil tudi sopobudnik tele steze, tako da se zahvaljujem za to in pa vse direktorice zdravstvenega doma pa sodelavce, ker to smo imeli namen združiti danes te hoje in pa tole skupaj, da spromoviramo, ampak sem prepričan, ker vem, da imate 2. junija pa pol proti koncu junija, da bomo lahko še kaj skupaj naredili. Tako da žal mi pa je, ker je bilo res, da bom rekel, želja taka in še 2 dni nazaj, ko smo pregledali, je bilo res čudovito, ampak jaz sem prepričan, da bomo vsi sprobali to in da bomo koristili, kar je pa najbolj pomembno. Margareta Jeram, povejte, ste se danes odpravili na test? Ja, sem se, ja. Kljub temu vreme vas ni zmotilo? Ne, nič, kakor te druge ženske nesvetovne. Kdo vas je spremljal? Sama sem šla kar. Ja. Sama ste šla? Ja. Ste kaj utrujena? Ne, nič. Nič? Ne. Kljub temu, da je dež in da ni vreme naklonjeno, danes najbolj tekačem? Nič ni bilo, nič kaj posebnega. Tudi sicer radi hodite? Ja, sem kar veliko navajena. Pa sem na joge hodila, pa vse to, na tiste ženske tudi, ja. No, koliko pa prihodite takole dnevno? Koliko korakov, kilometrov? Kaj pa jaz vem, bolj kilometrov bi rekla. In že poznate tole trim stezo ob Obli Gorici? Malo že tudi, ja. Doktor August Mencinger, vi ste pobudnik tele trim steze na Obli Gorici, to drži? Ja, drži, ampak v okviru natečaja za moj kraj. Tam sem se javil, napisal ta program, pridružil se mi še en gospod Špilak, ne vem, ga danes ni tukaj, oziroma pridružil, on je podoben program in so nekaj združili in so ta program speljali. Nisem mislil, da bo stvar tako hitra, predvsem pa nisem mislil, da bo tako kvalitetna ali kunštna, če hočete. Jaz sem si bolj preproste stvari predstavljal, zdaj, ko boste videli ali pa slikali, pa vidite, da so to vrhunska igrala ali vrhunski vrhunska orodja za telovadbo na vse načine. In je zelo lepo, zelo urejeno, tudi je označeno z telemi kvadratki, vidite, tako da vsak lahko prisloni telefon in dela tiste vaje, ki se mu gor pokažejo. Tiste, ki mu najbolj ugajajo? In zbere tiste vaje, oziroma a ste že kakšno videli tole napravo? Ne, zaenkrat še ne. Veste kako je, z one strani je zelo položen dostop, tako da bi se morebiti splačalo, pa bi tam eno tole napravco pogledali, kako to izgleda. Kako to deluje. Ja, kako to deluje. Jaz sem bil presenečen, drugače sem si malo predstavljal drugače, čeprav to še pride, da bi bila to istočasno ena, kako smo včasih rekli, tek čez drn in strn, ampak to bi bila hoja za starejše ljudi po stezi, da se navadijo brega, da se navadijo korenin, da nekje izpilijo ali pa vzdržujejo koordinacijo, ampak to se vse lahko pride. Kondicijo in koordinacijo. Ker je le aerobno gibanje tisto, ki je koristno za srce. To pa je za mišice, za recimo boljšo gibkost, je pa tako gibanje, ki je to. Vse, kar je narejeno za zdravje, je boljše kot nič. Veste, koliko pocenimo zdravje s tem projektom, če bodo ljudje res hodili sigurno. Veste, tlele recimo za ortopedske bolnike je to enkratna stvar, en dober fizioterapevt jim pokaže vaje in potem tiste vaje lahko sami delajo. Tako da za ortopedske bolnike in za vse, predvsem tiste, ki hoče obdržati gibkost in koordinacijo dobro.
Za tiste, ki pa hočejo več narediti za svoje srce, je pa treba narediti še eno pot, po kateri bodo hodili, ker aerobno gibanje je pa tisto, ki je koristno za srce. To se pravi pol ure 4-krat na teden gibanja enakomernega, kot je tek, kot je hoja, kot je plavanje, kot je kolesarjenje. To pa mislim, da še pride. Bomo poganjali naprej to stvar, da bo se to do tega. Se to čisto enostavno označiti te lepotke in približno napisati kilometrino oziroma koliko daleč je kakšna stvar. Zagotovo nas tudi vreme ne zmoti, kot je vidno danes. Veste, kako je danes je malo nevarno, ker je ta pot gor precej strma, pa bi kdo lahko padel. Medtem ko z one strani, če bomo šli, boste videli pa kar zelo položno. Dostop do tiste prve naprave. Maja Petrovič-Teblaj, direktorica zdravstvenega doma Radovljica. Danes poseben dogodek za promocijo zdravja skupno z občino Radovljica. Kljub vremenu se je zbralo kar nekaj vztrajnih Radovljičanov. Zdravstveni dom pozdravlja vse občane, ki so se danes udeležili, tudi novinarje. To je en tak dogodek, ki kaže na to, kako dobro sodeluje lokalna skupnost z našim zdravstvenim domom. Lokalna skupnost ima posluh za potrebe občanov in pristopi k uresničitvi idej, ki jih podajajo zdravstveni delavci na vseh področjih. In eno od teh področji je tudi tale steza, ki je namenjena večanju telesne aktivnosti, zboljšanju koordinacije, skratka povečanju aktivnosti, s tem pa preprečevanje kroničnih bolezni. Saj vemo, da telesna aktivnost preprečuje tudi kronične bolezni. In je zelo pomembna pri slehernemu izmed nas. Starejši populaciji pa še posebno. Če pa se mlada prej navadi, je pa toliko bolje. Seveda. Navada je železna srajca. Kakor bomo vzgojili mlade, tako bojo delali celo življenje. Tako da Zjutraj je potekal tudi test. Ja, test hoje, ki ga organizira zdravstveni dom, je v občini Radovljica zelo poznan, udeležba je velika, tako da se je tudi v današnjem vremenu testa udeležilo kar 26 občanov. Tako da vsa pohvala vsem, ki so se danes udeležili testa. Torej ste bili zadovoljni z samim obiskom oziroma z samo udeležbo? Z obiskom smo bili danes več kot zadovoljni, prav tako pa smo zelo zadovoljni z otvoritvijo steze, čeprav nas tale vreme opozarja, da se steza uporablja v primernih vremenskih razmerah. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, pripravili ste za promocijo zdravja, skupnost ste se odločili, lokalna skupnost in pa zdravstveni dom, da predstavite oziroma tole novo stezo v Obligorici, Trim stezo. Res je, naj povem ta prvo, da je bilo to v okviru participativnega proračuna, da je bilo to izglasovano in smo mi potem glede na umestitev v proračun tudi to izvedeli. Okrog 15.000 evrov je vreden ta projekt. Taurus ga je izvedel in pa naša komunala, ker je bilo treba pač tudi nekaj zemeljskih del narediti. Tako da sem zelo zadovoljen, da je teh 6 postaj. Tudi QR kode so, bom rekel, na posameznih postajah, tako da si s pametnim telefonom lahko ogledamo preko 80 vaj na teh postajah mogoče delati. Seveda, danes je bil pa namen predvsem, ker ima zdravstveni dom testiranje in pa mi, ker smo neposredno tukaj 50 metrov preč od zdravstvenega doma, da skupaj naredimo to akcijo in da poskušamo na vsaki postaji tudi fizično obrazložiti, prikazati vaje, ampak žal je danes tako deževno vreme, da smo morali to odpovedati, ker naprave so mokre in ni priporočljivo, da se ne bi komu karkoli pripetilo.
No, to se sicer ti testi se ponavljajo še junija in julija in upajva, da bo takrat lepo vreme in da se bo to dalo izvesti. No, jaz ne glede na 2. junij in pa potem konec junija, ko so ta testiranja, vabim vse, bom rekel, zainteresirane za to vadbo, kajti je resnično tako vadba na postajah, kot tudi aerobna in praktično v mestu in dosegljiva na peš, oziroma tisti, ki se pripeljejo do parkirišča pred zdravstvenim domom, imajo pa res par metrov do pričetka in sem prepričan, da bojo ljudje koristili te naprave, predvsem iz preprostega razloga, ker v preteklosti je tukaj trim steza že bila, zdaj je pa moderna in sem vesel, da je to umeščeno in da je v povezavi z zdravstvenim domom in tudi z njihovimi akcijami, da delamo skupaj. Ste jo sam klub zaposlenosti že preizkusil? Moram reči, da ja, ker stanujem v neposredni bližini, tako da sem jo.